Vlaga, neprimerno ogrevanje, prostorska stiska ter premalo sanitarij so preteklost. Mariborska občina je kupila nov objekt na Šentilski cesti, kamor se je preselilo zavetišče za brezdomce. Tako zaposlene kot tudi uporabnike preveva zadovoljstvo. Prostori, ki so sedaj v uporabi, so lepi, čisti, primerni za 24 oseb, ki so več ali manj stalni uporabniki. In imajo uporabniki nameščene v svojih sobah 2, 3 ali 4 postelje, prej so spali na pogradih. Kar se tiče nasplošno našega kolektiva v celoti, pomeni vseh vključenih prostovoljcev tudi, ki jih imamo in obogatijo vsak naš dan, je pa tudi njihovo delo lažje, ker se lahko po kotičkih razporedi in se izvaja načrtovana dejavnost. Uporabniki so z novimi in lepšimi prostori navdušeni, sami pa pripomorejo k temu, da so ti čisti in urejeni. In kaj jim največ v novem domu pomeni? Najbolje vredi to čuta. Nismo ženi, nismo lačni, nismo bosi, nismo nagi. Ja, no, kratek čas delamo tako, eni križanka rešuje, drugi karter špilajo, tretji človek na se igrajo, pa tak, ne. Pa moramo imeti skrb, da imamo vse čisto, ne, da se tuširamo večkrat na teden, pa tak, ne. Da sem prišel iz Praha, ne, ker tam smo imeli vedno gužvo, pa kadilo se je, pa vse pa prakse je nabiral, ne. Tu pa že bolj, mislim, smo blizu narave, ne. Pa večji prostori, pa se lahko več gibljamo, ne. Tam smo bili vsi na oskem, pa smo se tišali med sabo. Da si v Mariboru ne zatiskamo oči pred socialnimi stiskami, temveč da se z njimi skupno spoprijemamo, priča dejstvo, da je veliko srednjih šol, različnih organizacij, društev in posameznikov pripravljenih pomagati. Najbolj pa, bom rekla, izstopa po sodelovanju društva Humanitarček. Nas je pa letos povabilo tudi k sodelovanju društva Ahmedija, ki je tudi prišlo in je naše uporabnike obdarilo z majhnimi pozornostmi. Veliko del v novem zavetišču je bilo upravljenih in kupljenih strani občine, kljub vsemu pa so po enomesečnem bivanju opazili še nekaj pomanjkljivosti. Zdaj smo opazili, ko bivamo tukaj, da nam malo v nekaterih prostorih nagaja vlaga, da se po kotičkih nabira plesen. To so stvari, ki jih bomo zagotovo se lotili in jih probali čim prej sanirati. Stanovalci pa si posebej želijo, da bi jih kdaj pa kdaj razveselili tudi s kakšnimi malenkostmi. Ja, včasih se pa res pohecajo, ne, da bi kar tak iz glave nekdo sadno kupo jedel, ne, ali pa si sladoled pripravljal, ali pa da bi res šli v kino, mogoče kdaj, da bi šli v pristan, ne. Ja, zagotovo bi bili veseli. Na način povezovanja in medsebojnega sodelovanja tako ljudje, ki prebivajo v zavetišču in tudi ljudje iz okolice, dobivajo pozitivna sporočila o medsebojnih odnosih. Vsak posameznik ima za seboj zgodbo, ki ga je tako ali drugače zaznamovala. Ne ostane stigmatizirana za vedno.